Jaz sem imel pred sabo flašo alkohola, pa sem rekel, ali boš ti mene strup v dušu, ali bom pa jaz tebe. Ne? In jaz sem se pač takrat trdno odločil, da pač me ne bo flaša, me ne more podrti in to pa imam energije, da ni variante. Ne? In mi je pa nepozaben, to je pa bil res največja zmaga, v bistvu, ko sem šel po 4 kilometra v bistvu solo, samo z ene strani policija, pa z druge strani policija, pa Jože vmes, pa uživaj in dejansko sem takrat komplet vse nagonil za, 4-5 minut. Vem pa, da imam največ rezerve v maratonu. To sem prepričan v to, pa vem, da sem sposoben še ful hitreje iti. Ampak samo čakam, potrpežljivo čakam, kdaj se bo to poklopilo. Pa vem, pa signal imam z vrha, da se bo 100%. Cenjeno občinstvo, spoštovani poslušalci in gledalci, gledalke in poslušalke, dobrodošli v 83. epizodi podcasta Zagreti za tek. Jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek in danes je moj gost prav poseben tekač, maratonec, dober prijatelj Jože Marolt. Jože, živijo! Živijo! Vprašanje, ki ne bo izostalo in ga bom začel kar na začetku. Si danes že tekel? Ne, danes pa še ne. Sem bil toliko na trnih, ko si me povabil, da moram energijo čuvati za tebe najprej, sem rekel, potem bom pa šel sproščeno na trening. Lepo, da si se prihajal za tale pogovor. Ja. Bova zanimiva, bova introspektivna, provokativna, če bo treba. Ampak vseeno mi povej, teč boš še šel, veliko treniraš, rečemo v zadnjih 2 mesecih? Ja, zdajle pa se pripravljam za maraton, tako da sem kar že v akciji. Ravno kar prejšnji teden sem imel tam 115 kilometrov, tako da je kar pestro, treniramo, pripravljamo se čez en mesec po maraton, tako da moramo delati. Ne? Bravo. Lepo sva otvorila tale pogovor. Jože, že nekaj časa sva se pogovarjala nazaj, da bova naredila enkrat tale najin debatni krožek, zdaj čas za to, ravno pravi, no, sezona se začenja, prav posebna sezona, po koronska, recimo za vse nas. Koroni si se izognil zadnje čase? Ne, korono sem doživel, sem probal to zadnjo. V bistvu v decembru sem še tekel Crikvenico in ko sem se vrnil iz Hrvaške, sem dobil to korono. No. Zdaj ne vem, a sem je dobil na Hrvaškem, ker tam nisem imel ne mask, ne nič, še na odru za zmagovalce smo se čestitali in objemali. Tako da ne vem, sem pa pol domov prišel, je pa sin bil že bolan, tako da mogoče pa od njega, ne vem. Tako da sicer ni bilo nič hudega, samo kot malo prehlajen, tako da sem funkcioniral normalno. Se je pa potem pojavil v bistvu te mišice na nogah, so me začele boleti. In v bistvu sem se zdaj kar dolg časa pobiral in še se malo pobiram, ampak sem že prihajam v formo nazaj. Vem pa, da kdor to dobi, sicer enem tako udara, enem ne, meni na pljuča osebno ni, ne. Mi je pa na mišice v bistvu, tako da sem pekle, bolele, ni šlo na pisti, tako da sem se kar boril. No. Zdaj pa napredujem, gremo naprej, tako da sem že na treningi mi pravi, da se Marolt vrača. Ja, ko mi to še to reče, me pa še spodbudi, da sem še bolj zagnan, da še bolj z užitkom treniram. Tako da mislim, da bomo tudi to preživeli, se smo že marsikaj. No, vidiš, potem je timing za ta najin pogovor sploh idealen, ja. Korono sva recimo odkašljala, ti se na polno vračaš, jaz bom zdaj še bolj motiviran, da tudi naredim še kakšen kilometer več, da se skupaj udariva na Cipru. No, jaz bom malo za tabo, ampak pustila ta detajlno, spregovorila bova tudi o tem,
Ampak najprej, dragi Jože, dovoli mi, da te malo bolj formalno predstavim poslušalstvu in gledalstvu, ki te morda še ne pozna. Iz Horjula prihaja moj današnji gost Jože Marolt, ki je samostojni podjetnik, popoldanski del življenja pa je že večino svojega življenja namenil športu. Včasih je presegal nogomet, tudi na kolo, sedaj pa ga je mogoče srečati na vrzdeških ravninah v tekaški opravi. Pred 9 leti je odvisnost od alkohola premagal tudi s tekom in hitro postal eden najboljših veteranskih tekačev v državi. Za pasom ima že desetine zmag na domačih tekaških dirkah, uspešno pa se meri tudi na maratonih v tujini. Trenira pod vodstvom našega rekorderja Romana Kejžarja in si želi nastopati na tekaških tekmovanjih najvišjega ranga. Jože, dej še kaj dodaj, kaj sem pozabil? Ja, mislim, da si kar osnova, kar vse povedal prav, lepo. Sem prav vesel, da si me poklical, da sploh lahko spregovorim s tabo, s tako osebnostjo, kot si ti, Marko, zato ker jaz uživam v takih ljudeh, v takih prijateljih, kot si ti, in lahko sproščeno govorim karkoli. Drugače pa ja, absolutno, z Romanom treniramo, z Romanom je užitek delati, to je res najboljši trener. Jaz ne pravim v državi, jaz pravim na svetu. Ima res dobro strategijo, pa zna tudi s tabo tako, da te spodbuja, da ti zna kaj lepega povedati, tudi da te motivira na polno. Tako da je z njim užitek delati. Res sem ponosen, da lahko z njim delam. Roman Kejžar je tudi že moj gost, tako sva govorila o njegovih dosežkih, pa trenutnem delu te je tudi omenil kot enega tistih veteranov, na katerega je še posebej ponosen, no seveda tudi meni v čast, da te imamo v gosteh, mi da se poznava zdaj že par let. Srečala sva se na eni maratonski odpravi in sva se takoj ujela, sva imela kar nekaj tem za predebatirati, tako da, če drugega ne, še en dokaz več, da tek združuje ljudi. Ampak dajva se vrniti malo v preteklost, predvsej v preteklost, včasih si laufal za žogo, še kaj brcaš nogomet ali pa mali nogomet? Ne, jaz sem v bistvu bil, recimo, če začnem z talenti, bil sem talent v smučanju najprej. Opa, bravo. Ja, bil sem res dober smučar, tudi tekmoval sem v smučanju, tako da sem potem prenašal to tudi na svojega sina, ki je bil pa še več talent, kaj jaz v smučanju. Bil do 12 leta tudi v klubu, recimo z olimpijskim podprvakom je smučal, celo enkrat je premagal Kranjca. Ampak hočem tu povedati, ne mislim o tem govoriti, ampak hočem povedati to, da ker sem ga jaz postavil na smuče 2 let pa pol, je on do zavoja delal kakorkoli. Ampak to je bil tudi talent, mogoče tudi malo pomen. Jaz sem tako smučal za svojo dušo, nisem pa imel možnosti, da bi jaz recimo tekmoval. To je ogromno stroška, starši niso imeli denarja. V bistvu jaz sem pa pol tu z užitkom mu pomagal, pa je na koncu tudi meni denarja zmanjkalo, ker pride do takih stroškov, da bi mogel hišo prodati, Kostelič recimo pa iti, ampak to pa, ker sam narediš, težko. Mislim, ni variante, da bi to naredil. Potem sem pa jaz bil v nogometu tudi talentful. Igral sem pri NK Osenjar do 22 leta, bil sem v mladinski reprezentanci tudi. Moram pa reči, da recimo v nogometu sem jaz že naravno veliko tekel. Bil sem desetico, vezni igralec, nadnaravno dobro laufal, nikoli teka treniral. In meni so tekmovalci zmeraj so me zbadali, koliko ti v Horjulu še zraven treniraš, da si tako dober in tako. Ampak nisem. Iz tega sem jaz potegnil s kasnejšimi leti, da pa imam jaz ten določen naraven talent v teku, da mogoče sem pa jaz tam. Drugače pa še to, potem sem bil še kolesar, ko sem nogomet prekinul. Nogomet pač ni uspel, tam je tudi velik vez, kam boš prišel, kako, kaj. Edina stvar v življenju mi je žal, mogoče žal. Jaz sem imel možnost, da grem v Hajduk Split, spakiran od trenerja Vukdaliča, tu se pravi, Sašo Vukdalič je bil moj osebni trener.
to je oče od tistega Vukdaliča, ki je tudi bil v reprezentanci. In jaz bi mogel na vrat na nos pakirati v Split, starši se posloviti. Sem pa tak človek, da sem zelo rad v Horjulc doma. Težko je mene spraviti kamorkoli. Zdaj z Roblekom gremo zelo rad po svetu, ne? Ampak tako sam pa niti ne. Tako da sem pol, to nisem šel, no. Vprašanje, kje bi se pol znajdel, če bi to naredil. Potem sem šel pa tudi na kolesaril, tako čist kolesarstvo. Potem je sin nehal smučati, sem ga šel kolesarstvo dal, je bil še profesionalc v kolesarstvu. Tako da jaz se veliko, kar sem njega vlagal pa naprej dal, učil od njega. Učil od trenerjev. Ne vem, ko sem naredil kolesarskega trenerja, šolo, naredil sem smučarskega voditelja, učil sem otroke smučati. Vse te stvari, kar sem počel, mi zdaj vse prav prihaja. Ne? To se pravi, kar sem v teku, še tek od Romana in potem je to en skupek veliko treningov različnih. In zdaj smo tle, kar smo. Ja, to je še skoraj tako dobra zgodba. Če še boljša, ker Rogličeva, on je skakal zdaj na kolesu, ti si smučal, kolesaril, zdaj si tekel vrhunski tekač. Kako pa to, da te recimo takrat v 20-ih, nisi šel v profesionalni fuzbal, nisi šel v Split, vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi šel, no, mogoče tam naredil kariero, ampak tekel si odlično, si rekel, vezni igralec si bil, ampak v tek te pa nihče ni zvabil, recimo v kakšen klub, ali pa da bi šel se sam pomeriti na kakšno dirko ali pač. Jaz mislim, da smo v tistih letih imeli v glav, da sam tek je en trpljenje in tega se vsak bal. Jaz sem prepričan to, ker jaz sem tudi svoje sotekmovalce nogometov pozval, recimo, niso imeli prerojen tekaštva, so se matrali, so trpeli, jaz sem užival, že tam sem užival, nikoli mi ni bilo problema teči. Mislim pa, da ni bilo tega, ali pa nisem poznal ta prave prijatelje, da mi bi kdo zvabil v tek. Ne vem, jaz se spomnim recimo Romana Kejžerja že v tistih letih, on je tudi sam delal z določenim trenerjem, ampak ni bilo tu, ne vem, revolucija tok teka, saj mislim jaz tako, da ni bilo. Sam pri sebi pa mislim, da jaz sem se bal tega. V tistih letih, da bom toliko trpel. Sicer sem laufal na osnovni šoli krose, sem bil zmagoval v osnovni šoli, bil sem na medobčinskih, tudi na črti, ki sem zgubil tekmo, četrti sem bil na republiškem, ampak sem zgubil tekmo na črti za 3. mesto. Takrat sem tako jokal, da jaz ne znam povedati, kakšna čustva, da zgubiš na tak način. Se pravi, neke tekmovalnosti je bilo skozi v tebi, ali pa kar veliko, no, in rekel si tudi sin je šel po tvojih stopinjah, je pol pričakovati, da zdaj, ko ni več profesionalni kolesar oziroma se ne bavi s tem tako intenzivno, da bo še on začel teči? Ja, on gre teči, samo on nima predpozicij za to. Jaz pravim, da na svet prineseš nekaj, kar je. Zato sem jaz še zmeraj pri teh letih, pač mi ni problem, pa nimam, hvala Bogu, tudi ne poškodb. Moj sin pravi, da to ni za njega, da to boli, gležnji bolijo, kolena, ne vem. Po drugi strani pa občuduje in ga vidim, recimo, koliko je vesel, ne, ko vidi očeta je pa še zmeraj fit, pa gre, pa trenira in mi deluje ful pozitivno z njegove strani. Ja, veliko sem se tudi v tem podcastu pogovarjal z ljudmi, pa odnosu starši, otroci, kaj je recept, recimo, da otroci ohranijo nek zdrav odnos do gibanja, pa da so gibalno osveščeni. No in zgled, to, kar ti praviš, je mogoče delč največ od vse teorije, ki jo lahko podajamo ali pa poučujemo. Tako da ne dvomim, da slej ko vrej bo tudi tvoj sine se preizkusil. Mogoče sam že takrat, ko bo gotovo, da foter malo popušča, pa mogoče začutil, da ga pa lahko premaga na kakšni 10. Čeprav
dvomim, da se bo to že kmalu zgodilo. Koliko imaš rekord na 10 km, Jože? Osebni rekord imam 34:15. Dosegel si ga pa pri katerih letih? No? Dosegel sem ga pred 2 letoma. No. 53 letih. Ja, to sem hotel izpostaviti na vrhunsko, izgledaš v odlični formi, letos boš dopolnil 55 let, z lahkoto se meriš na teku s pol mlajšimi, tečeš pa s tem, kar so zdaj povedala, manj kot 10 let ali nekaj tasga, dobrih 10 let. No. Kdaj si začel pravzaprav sploh tek vključevati v svojo dnevno rutino? Ja, to je bilo pred 8 leti, takrat, ko se je tudi moja zgodba po eni strani zaključila, pa znova začela. Ne. Takrat jaz pravim, da pred 8 leti je moj novi rojstni dan. To se pravi, zaključek alkohola in začetek teka. Tako da, jaz mislim, da je takrat. No, evo, zdaj so se dotaknila teme, ko sem prvič se pogovarjala o tvojih športnih dosežkih, se spomnim na enem od maratonskih izletov in si mi potem razložil, kako si pravzaprav prišel teka, ne, sem bil kar malo šokiran. Veliko sem premišljal o tem, no, in danes je idealna priložnost, da o tem spregovoriva tudi zaradi tega, no, ker tekači smo, marsikdo od tekačev, jaz sem tudi med njimi znam, potem recimo, da po teku rad spije kakšno pivo ali dve. Vem, da takrat, ko te še nisem poznal, sem te jaz povabil na kakšno pivo, pa si mi potem razložil, zakaj to ne bo šlo. No, ampak povej mi, ti si bil zelo energičen človek, sem mlado športen, potem si šel v podjetniške vode, si uspešen obrtnik in tako naprej. Ne? Kako pa se je ta alkohol prikradel v tvoje življenje in začel to tvoje življenje praktično kontrolirati? Kaj, kako, kateri koraki so vodili v to smer, da se je to zakompliciralo? Ja, alkohol je, jaz pravim, substanca, tistega ne sme strup. Sicer tistega ga lahko v določenih količinah, da funkcionira še normalno. To se pravi, mi smo že včasih rekli kot Italijani, ne, to je del hrane, ki mora biti pravilno razporejena. Ne. Mi, Slovenci, smo pač Slovenci, ne. Jaz pravim, sicer pri moji zgodbi je tu pač čista navada. Lahko rečem, že moj oče je imel te navade, ne? In se mi zdi, da gre to kar iz roda v rod. Ampak niti ne po starših, gre to iz navad, v bistvu, ne vem, smo gradili hišo. Smo vsako stvar, ker smo veseljaki, zalili, preveč zalili, ampak tudi zaradi veselja, ker si nekaj naredil, karkoli dobrega, ali si gradil, ali si pač športal, tudi športal, ker smo takrat zmeraj šli na pijačo, pa tok in tok pil, spil ali karkoli. Ne. Tako da se je to potentiralo. To se kar v bistvu toliko časa, da ti pride v bistvu v kri. Ne. Da je to čisto normalno, da moraš tokle spiti. Pa še tako, v družbi je bilo zmeraj tako, če bi slučajno, se mi zdi takrat, v tistih časih govoril, kaj ti pa je, si pa mona, zdaj pa ne boš spil piva ali karkoli. Meni ni bilo nikoli problem. Ne. Vedno sem veseljak, še zdaj takrat sem bil mogoče še bolj, ampak energije so prišle toliko daleč, da sem bil v bistvu že pretežak, že kar malo nasilen, energije so šle v alkohol in ko je ta energija se pri meni sproščala, sem bil zelo verbalno nasilen in tako naprej. Moram reči, in ko sem jaz prišel toliko daleč do te točke, v bistvu, da sem videl sam pri sebi, da sem bil nebogljen, da to jaz nisem, ne? In da jaz moram to prekiniti, ker drugače bom jaz šel v brezno. In lahko vam povem, da jaz na koncu sem sedel, se spomnim še na ene posli, sam takole na koncu, in sem prosil Boga, da me reši, ker vem, da me na vrh čuva, da vem, da me vod gor na vrh. In vedel sem, da me bo rešil. In me je. Ja, zelo pretresljiva zgodba v bistvu, no, ampak
koliko časa se je recimo ta zadeva nalagala, nehal si sred 40-ih, potem si spremenil življenje, bistveno bolje, no, ampak to se najbrž, rekel si, leta in leta se je to nalagal. Kako pa je okolje, ne, se rekel, noben alkoholik, ki to postane, praktično ni sam v tem, je del okolja, rekel si, v katerem okolju je bila ta alkohol, pijača sprejemljiva, ampak kaj pa tvoje družinsko okolje, tvoji najbližji, kako so oni v teh letih, desetletjih gledali na to stvar, pa na tebe, na katerega je nepovratno ta alkohol takrat vplival, pa ni mogel funkcionirati najbrž, ne v družinskem, ne v nekem poslovnem in tako naprej okolju. Najprej bom tako rekel, da jaz sem zelo sovražen, kaj moj oče pil. Pa nas je bilo tudi težko, ne. Ampak jaz sem ko sem začel nogomet trenirati, sem se zaobljubil, da ne bom tega počel, da ne bom tega pil. In dejansko jaz do 22 leta sploh alkohola nisem niti ne probal. Nisem pil. Pil sem sok in te stvari. Ko smo pa pol hišo delali, pa družina, pa to smo pač tiste navade nazaj in se potentirali. Dokler nisem pač spoznal sam, da pač res dejansko to na sebi, ne, niti ne preko očeta na sebi, sem dobil tisti podatek, da moram nehati, ne. Kar se tiče, ko si me vprašal, pa teh mojih otrok, kako bi rekel, bivše žene, zdajšnje partnerice, vsi so trpeli. Tudi otroci od partnerice sta isto, vse, kar daješ ven slabo, te opazujejo, ful te opazujejo, kar pa zdaj ven dajem dober, pa tudi opazujejo. Tako da vse se ti vrača. No? To se pravi, kar sem jaz res slabega naredil, pa nenamerno, ne? Ker sem vedel, da samo ne moš priti iz tega ven. Ne? Nenamerno sem počel stvari, bil sem verbalno močan, nasilen, nisem tako počel nobenega, recimo z roko ali karkoli fizičnega. In v glavnem vse se ti vrača. No? In meni se je vračalo slabo, dokler nisem jaz to obrnil ploščo, šel v to, kar sem zdaj. Zdaj se mi pa trojno vrača. Mislim, da od otrok, od partnerice, dobijem take kontre, da ne morete verjeti, kaj je pozitivno. Zdaj, rekel si, sam si prišel do tega, včasih je to težko, no. Zdaj, kaj je bil pa, kaj moče povod, je bil to kakšen dogodek ali je to daljši razmislek, ki te je vodil do tega, da si zdaj, zdaj moram pa s tem prekiniti. Kaj, recimo, ne, pa vem, da je težko odrezati v te spomine desetletje nazaj, ampak vseeno, če smo že pri tej debati, kaj mora človeka, ki ga alkohol drži v objemu in to ni lahka stvar, ne, težko se je utresti tega. Vsi vemo, ki smo imeli kakršenkoli stik s komorkoli, ki je imel kakšno odvisnost. Kje je bil ta preklop pol? Kje si se znajdel, toliko podno je bilo okolje tisto, ki ti je dalo ultimat, a si sam prišel do tega, bom rekel, v nekem momentu, da ne gre. In zakaj, recimo? To me zanima, kje si videl zdaj luč na koncu tunela in si rekel, zdaj pa zadnja možnost za nekaj naredim. Na koncu, ko sem ti prej govoril, ko sem sedel, ko sem jaz, nisem brez veze prosil, jaz verujem res verujem v Boga, pa ne govori kakorkoli, jaz tudi, ko do strank pridem vsakem, ne vem kaj, imajo vero, nimajo, jaz jim povem, da to čutim. Čutim, vem, da ima vsak svojo pot. 100% pot, ki je moraš slediti. Jaz, ko sem prosil, sem vedel, da bom to dobil. To sem vedel, da bom dobil. Na kakšen način bom pa to dobil, pa ne veš. Prva faza je bila, da je moja partnerica rekla, samo, če hočeš še skupaj biti, ker drugače ne moremo tako živeti, imaš tukaj številko, poklič na Žare Kupanja, pa pejt, da te pomagajo. Jaz ti bom pa stala ob stran. Ko je to ona rekla, sem jaz vzel številko, drug dan
poklical na žare kupanja, društvo ozdravljenih alkoholikov. In ko sem jaz ta prva beseda na tem žareku z gospodom Mijotom spregovoril, sem vedel, da je meni dana pot, da sem na pravo pot, da grem prav in da me prav vodi, da sem jaz prišel do ene skupnosti, ki me bo pa tu naprej pelala. In to je bil prvi korak, ki sem naredil. In zdaj sem že 8 let, 0-0. Hočem pa še to reči, jaz sem imel pred sabo flašo alkohola, pa sem rekel, ali boš ti mene strup v dušu, ali bom pa jaz tebe. In jaz sem se pač takrat trdno odločil, da pač me ne bo flaša, me ne more podrti in to pa imam energije, da ni variante. Tam so takoj videli, da pač, jaz bom tako rekel, vsi tisti, ki smo v društvu, pa tudi smo se toliko vem, da so vsi tudi dobri ljudje, da je samo to problem, da je to bolezen, da se pa da narediti, da se ozdraviš in da stojiš za tem. Druga točka je bila pa tako, da sem prek enega Šveda, enem Švedu sem jaz tapeciral in ta Šved, tem Švedu sem jaz zgodbo povedal in ta Šved je meni zrihtal enega v bistvu tukaj v Sloveniji, ki je en glavnih za samomore. In ta človek je prišel k meni na dom in dvakrat in midva sva se pogovarjala okrog tega. In on ni nič drugega na meni naredil, samo to, da je rekel, da jaz nimam problema z alkoholom. Imam jaz problem z energijo. Imam jaz ta odvečna energija nenormalno. In da jaz ta energijo dam v alkohol, takrat bi pil, razmetal vse karkoli in zato prekin z alkoholom, ta energija pa daj v neko drugo stvar, v šport in ko boš to naredil, boš zmagovalec. In to se je zgodilo. Bravo. Se pravi, ja, tudi to sem prebiral, poslušal intervjuje s tabo, ja. Govoril si o tej energiji, ki jo imaš, mislim, vsi, ki te poznamo in da si zelo energičen človek, da znaš, da bi premikal gore, če bi bilo treba, da tebe imeti v ekipi, če smo že pri tem, če treba kaj narediti, je sigurno dobra izbira. Soočil si se, Ram, z tem, da si zasvojen, da moraš to premagati očitno zelo na trd, neposreden način. Ampak pa si se naslednji dan zbudil, pa naslednji dan spet, vsak dan znova. Kako težko je bilo potem naslednje dni, ko si se odločil, da zdaj greš pa na drugo pot, opustiš alkohol, se potem zbujati in to zavezo vsak dan znova, potem spet si dati. Jaz sem se odločil prej, recimo 3-krat, pa ni ratal. Dokler nisem jaz vrh začutil, da je zdaj pravi čas v pravem trenutku. In ko sem se jaz to odločil, ko mi je partnerca dala to številko, ko sem jaz dol poklical, sem jaz vmes, vedno sem govoril otrokom, partnerc, bom nehal, ma noben več ti ne verjame, ti si rekel, pa si rekel, noben ti ne verjame. Jaz, tisti trenutek, ko sem se jaz res odločil, nisem več govoril ne otrokom, ne partnerci, nobenem drugem, kot enem samem prijatelju, enem Janezu, Kožuhu, lahko povem. Sem se zaupal in on me je potrdil, da verjame v mene. In takrat sem jaz čisto napolno začutil, da je to. In takrat sem pa vedel, da je zmaga 100%. In ko sem jaz na svojem društvu imel tudi predavanje po 5 letih, sem jaz njega povabil, da je on poslušal in tudi povedal, kako je bilo, ko sem ga jaz prvič poklical. In me potrdil in mi dal spet samozavest za naprej. In ta potrjevanja so zelo pomembna, da te ljudje potrjujejo. Tako kot danes, ko lahko s tabo govorim javno, me ti potrjuješ, meni ni narodno o tem govoriti.
Ker tisti, ki so se šli že zdraviti, pa ne upajo spregovoriti, pa je to tabu, tisti so zelo, zelo nevarni, da bojo spet nazaj recidiv delali in bojo spet nazaj pili in imajo spet probleme. Ti moraš razčistiti sam sabo. Ti imaš lahko, ne vem, flaš pijače, a prijatelji pijejo zraven si, nima veze, ne jim uživajo, če hočejo. To je njihova stvar. Moja je pa, ta je zame strup, ne smem. Me ne spreminja, ampak alkohol me pač ne bo. Ne bo. In to je bistvo. Ja, težko si človek, ki ni bil v tem, no, res cenim, Jože, da se o tem pogovarjal, no, prej sem te večkrat vprašal, če si pripravljen o tem govoriti in si bil zelo odprt za te teme, se mi zdi, da je prav, da se o tem pogovarjamo, da govorimo o odvisnostih nasploh, ne samo o alkoholu, ne, o tem, kam vodijo, kako destruktivne so in kako se izvleči iz njih. Ti si recimo tak svetav primer tega, kaj si počel, da si se izvlekel tega in menil si višek energije, ki si ga potem pretopil v šport, menil si v podporno okolje, prijatelje, društvo, najbrž tudi družina in tako naprej. Ko si šel po tej poti zdaj, rekel si, rabaš to potrditev vsak dan znova, ne? Je potem pomembno, da okolica ve, da si na tej poti, da lahko tudi na njih se nasloniš, če je kdaj recimo težko. Vse si odvisen od sebe, ampak brško ne ta okolica, družina kot primarna celica, kjer preživiš, pa prijatelji in tako naprej. In društvo je tisto okolje, brez tega pa brško ne bi bilo precej teže. Ali nemogoče? Lej, veš, jaz bom tako rekel, človek oddaja energijo, podaja drugim. Ne? Drugi ljudje te itak čutijo. Jaz, ko sem včasih prišel v stranki, pa sem se zmenil za posel, pa je stranka sama od sebe rekla, a bo še enega spil zjutraj ali pa popoldne vinček, pa tu. Pa si spil, pa si pred drugi, pa tako se pa se nadaljeval. Zdaj, ko pridem jaz stranki, verjem, noben me ne vpraša za alkohol. To je neverjeten, kako te ljudje čutijo. Ne? Jaz tudi, ko sem se odločil, jaz nisem nikoli dobil slabe, da bi rekel, zdaj pa ti pa ne piješ, pa to, ali pa da bi me kdo prosil, ali pa karkoli. Točno te vsak čut. Vse iz moje prakse vem, da čutijo in ni problem, jaz grem lahko vsako oštarijo, vsako posod, grem na kafe, recimo, ne. Noben me ne sidi. Včasih mi je pa vsak še plačal rundo, pa tako naprej, ne vem, meni je to prav zanimiv, kako. Zato pravim, da na vrh nekaj je, ne, da te pele ta pot, v to smer. Tudi recimo, prej, ko sem imel določene prijatelje, pa kao prijatelje, tako se reče, mi smo bili vse prijatelji, ko smo skupili, pa smo se ga napili. Če ga nismo napili, nismo bili prijatelji, ne. Zdaj tega sploh ni nikoli problem, nikoli mi ni, ne vem, ne teži kdo karkoli, da bi jaz mogel, ne. Pa še tako, ne, ko sem jaz to počel, ne, sem jaz prišel v trgovino, sem najprej polico z alkoholom videl že naprej, ne. Zdaj, ko grem v trgovino, pa grem dostikrat, pa ga tudi vidim, ne. Vidiš tiste stvari, ki jih rabiš. Ne, dejansko je res tako. Pravi zdaj, če te prav razumem, nimaš težav ne biti v družbi ljudi, ki pijejo, niti biti recimo v okolju, kjer je alkohol prisoten, ker si to stvar premagal na ta način, da te to ne moti oziroma ne vabi več. Oziroma drugače rečeno, ne, poznam marsikakšnega strastnega nekdanjega kadilca, ki se mu vsake toliko časa še sanja, kako kadim, potem se prepoten zbudi, joje, ne, spet sem zdrsnil, pa to ni, ne. Se tebi kdaj recimo, imaš trenutek slabosti, ali pa da se ti sanja, da piješ, ali pa, ne vem, da imaš moment, ko bi pa, ne vem. Ne, zato, ker sem prepričan, da je to strup. Pameten človek. Ne vem, jaz ne poznam pametnega človeka, da bi vzel strup, pa bi spil ali pa pojedel. Ne, jaz sem to razčistil, da pač alkohol ni zame. Ne, to se pravi, lejte, vi morate vedeti, da jaz, ko sem nehal piti, točno po enem letu ni več zaudarjal alkohol iz kože ven.
en let je še, po enem letu se je nehal vohati. Ti moraš vedeti, da ga imaš toliko v sebi, ko misliš, da pa en teden ne pijem, da ga pa nimaš, še zmeraj imaš alkohol v sebi. In mene recimo, ko sem jaz začel pol tako trenirati, sem opazoval telo, kako se je začel drugače obnašati. Kako je zadihal, telo zadihal, pljuča, samo dihanje. Alkohol, jaz pravim alkohol pa svinjsko meso, to je strup za tekača. Se pravi, tudi svinjskega mesa ne ješ, ali kako ješ pa meso? Pojem takrat, ko imam pauza, recimo tudi, da se malo sprostil pač v decembru, ampak v samem treningu, ne vem, pa se pač izogibam, tudi kdaj malo vmes, ampak to je zelo toliko malih količinah, da skoraj ne, bolj govedino. Tako da, pa perutnina na splošno. Ja, znano je, da so pšanci hitrejši, kot prašiči, ja, tudi kar se tekačev tiče, pa letijo, prašiči ne. Mogoče moram prešaltati svoje svinjske diete, bolj na piščanču. Hecam se. Greva na tek, no. Si bil kdaj v stiku tudi z Andrejem Perkom, ki je doktor Rugla metode in prakso prevzel. Enkrat sem bil na enem njihovem srečanju med njihovimi rehabilitiranci tekači. Veliko se ukvarjal s tekom svojo, s premišljevanjem, s pisanjem in tako naprej. Si bil kdaj v stiku z njimi, z njihovo skupino? Poslušal sem. Prebral sem tudi knjige od Rugla. Tako da vse to poznam. Mi imamo tudi pač na svojem društvu gor okrog tega. Jaz še zmeraj hodim vsak četrtek na skupino, nas je v skupini 10 in mi predebatiramo razne, mi zdaj z alkoholom nimamo problema, ampak imamo pa vsak človek ima svoje probleme in vsak četrtek si ti v bistvu prideš lahko svoje zgodbe, težave v tednu poveš, se jih spoveš, predebatiramo, svetujejo, ti svetuješ nekomu drugemu. Tudi če pridejo recimo novi pacienti, recimo mu ti daš zagon, podporo, da je sploh prišel, ker to je za nov začetek. Zato sem rekel prej 8 let, to je nov datum. Drugače pa Rugel je imel sploh koncept tak, ki sem ga jaz šel skozi. Sem Rugel ni imel srečo, da bi tazga imel v društvu. Rugel se je želel, pa jih je forsiral, da bi laufali, pa da bi rezultate tolkli. V našem društvu pa tega niso počeli. Zato je zaskrat po mojem mijo to pravim. Vidiš, Rugel se je to želel, ti si pa niti ni, pa imaš vrhunskega. Pa si dobu, ja. Si dobu, ne. Da ne veš, kaj je prav, ampak to je pot, ne. No, rekel si, že terapevt ti je takrat dejal višek energije v smeri v šport. Si potem namenoma vzel tek kot neko rehabilitacijsko orodje, ali je to samo po sebi prišlo? Zakaj se je potem odločil, sred 40-ih, kot nekdanji, rekel, uspešen športni kolesar, ni da ni, zdaj bom pa jaz začel teči. Jaz sem začel prvič, tako kot sem prej rekel, zato ker sem vedel, da sem tekač rojen, da imam vse, to sem spoznal v nogometu. Drugič, iz kolesarstva sem šel zaradi tega, ker je toliko in toliko časa. V bistvu sem kombiniral stvari, da mi laufa posel, da imam čas in sem se točno pofokusiral. Pofokusiram se v bistvu vsak dan, kdaj bom strankam šel, kdaj bom delal, kdaj bom tekel in kdaj bom imel čas, ne vem, za partnerko, za otroke, tako da si jaz recimo vsak dan, za drug dan zvečer naredim načrt v svoji glavi, ki ga noben ne vidi in se držim tega, Zato sem ponosen, da mi stranke pravijo, si pa prišel točen ko urca. Ja, točen ko urca sem, pa dosleden sem na treningih, do trenerja, da se mu javljam, do povsod kamorkoli, doma rad povem, kam grem, kako, kaj, zakaj, vse te stvari imam rad urejene. Drugače,
Več ali manj zato, ne da bi dobro spodbudil me je tudi ta psiholog, ki je rekel, v en šport. In na koncu mi je bil tek najbližji, zato ker lahko grem z delavnice kadarkoli v naravo. Tako da v samem štartu, ko še nisem bil pri Romanu, sem imel ta prvega trenerja, moram pozdraviti in pohvaliti isto prijatelj od Romana, Srečkota Končino, in smo začeli skupaj delati. Tista leta sem jaz v bistvu vse sam doma delal, po planu, ki mi je pisal, brez piste. Potem je pa Srečko videl, da tako napredujem, je pa rekel, bi šel tih Romano, bom jaz ga vprašal in ga je res, se ste zmenila, me je Roman takoj vzel. In ko sem jaz prišel na pisto, sem pa samo še stopnjeval naprej. In mislim, da še ne padam, da se še dviguje, nekako še nekako približno dvigujem. Mislim, da imam še neporavnane račune za rezultate. Zdaj si povedal, sam si čutil, da si rojen tekač, začel si teč kot del rehabilitacije, najbrž si zelo hitro gotov, da si dober. Srečko tam Končino sta delala nekaj časa skupaj. Se pravi, si že kar v prvih sezonah zadobil neke ambicije po tekmah, ali je bilo to v bistvu najprej zgolj čiščenje telesa in duha, pa kanaliziranje energije, ali kako? Ne, kar jaz sem zelo hitro videl, telo je funkcioniral čisto v drugi smeri. Ko sem jaz alkohol odstranil, rekel, ta strupa, bi se telo obnašal tako, da hoče, zadihal je, želi si laufati, glava, možgani so začeli delati na drugačen način, čistiti, rehabilitirati. In jaz, ko sem pač to, ko mi je pisal, ko sem vse to sprot lahko zlahka delal, sem videl, da pač moram samo vztrajati. Če sem prej, da ta vztrajnost moram vzdrževati. In potem sem jaz veliko pol maratona odlaufal. Je rekel, Srečko je rekel, ko boš zrel, boš šele šel na maraton, prej 100% ne. In ko sem šel na prvi maraton, šel sem ga, pa dobil sem ga za 50 let, daril, ker sem vsem prijateljem govoril, da si želim iti pa itak, če te ne preforsira, da greš, pa bo nujno, in sem dobil za nagrado Varšavo in sem s moja partnerca šla v Varšavo na ta prvi maraton in sem ga odlaufal z 2:56 prvega in Srečko je rekel, to pa ne morem verjeti, da je to možno, ker on je vrhunski tekač in rekel, ta prvega sem šel krepko čez 3. Je videl, da pa tle pa še, moram se še, da pa pač, da sem na pravi poti. Na hitro sem pošpegal tvoje rezultate, recimo na Ljubljanskem maratonu, kjer si prisoten že kar nekaj let, in dejansko se vidi prvi, rekel tak resen preskok tam leta 2013, ko si začel laufati polovičke pod uro pa pol, to je za vsakega rekreativca, rekel, tista meja med, rekel, dobrim pa res odličnim, in potem si to samo stopnjeval v naslednjih letih. Koliko si treniral, recimo, takrat? Čisto ilustrativno. Zdaj, jaz vem, da za take rezultate rabiš, biti zunaj 5-krat, 6-krat na teden, moraš imeti kvalitetne treninge. Kako si pa ti takrat, recimo, tistih, časih treniral, da si polovičko zmogel, uri 27, uri 28? Toliko malo sem treniral, to skoraj nič, Mislim, nič. Ne vem, jaz imam že naraven, se pravim, tako kot sem rekel, naraven talent, da sem se zelo hitro dvigoval. Celo eden me je počgal, en bivši tekač me je počgal, da nikoli v življenju, ker me je poznal, da koliko sem pil, pa tako ne. Nikoli v življenju, to je bil prva stvar, ki me je počgal za 1,25, da ne bom šel. Sem Srečko to povedal, rekel Srečko, boš ti še šel. In res, ko sem šel, ko sem enkrat šel na 1,25, takrat sem pol že treniral, kar tako, skoraj vsak dan, ampak pomal, niti približno tako, kot zdaj.
In ko sem prekoračil 1,25, se je še hitreje dvigoval, še hitreje. Tako da sem prišel na 1,17,50. Kje si vtekel ta rezultat? V Italiji, v Palmanovi. Palma Nova. Tam mislim, da si tudi veliko krat stal na stopničkah, vsaj kategoriji. Tudi nasploh, je Jože Marolt, če kdo prebiral pred leti malo te naslove, saj lokalnih časopisov in podobno, zasledil, da praktično Marolt vsak vikend nekje pobira pokale, pa jih nos domov. Si preštel, koliko zmag imaš zdaj že v kategoriji nasploh na svojih tekaških poteh in tekmovanjih? To bi mogel pogledati v moj dnevnik, ki ga pišem vsak dan. To sem me pa zdaj presenetil. Tako da, ne vem, pol maratonov, itak veliko. Maratonov pa tudi, zdaj sem bil lansko leto sem bil še zadnjič v tej skupini svoji, zdaj grem še višji, še eno višji, zdaj bo vsak let je lažje, če treniraš, če ne, je tudi težko, če ti zdravje da. Tako da jaz več ali manj sem zdaj zmagoval. V svojih kategorijah niti nisem imel konkurence, ne na maratonih, ne na polmaratonih. Tako da, recimo, prvi maraton, ki sem prej omenil, Varšava, sem bil v skupini 3. Takrat. Prav. Ljubljanske maratone, gledal sem prej, 2018 sem zmagal, mednarodno, 2019 sem bil drugi v skupini. Redko me kjer premaga. Mi je zanimiv, recimo pa pozitivno, mi je lansko leto en na vrhunku rekel, toliko časa sem te gledal, kako te bil, kako ti delaš, že tako laufaš. Sem rekel, da kakorkoli študiraš, težko me ždal. Malo šteta, ampak... Študiral tega ne boš, Moraš biti pozitivno. Sigurno se pa spomniš svoje prve zmage, najbrž je bila vsem sladka, prva. Prva? Tu smo pa spet najdel. Prva. Ne vem točen, kjer bi bila prva. Vem pa, da je najslajša zmaga polmaraton nasplošno od vseh na otoku Pah. Super. Polmaraton, to je pa iz Luna na Pah. In mi je pa nepozaben, to je pa bil res največja zmaga, v bistvu, ko sem šel od 4 kilometra, v bistvu solo. Samo z ene strani policija, pa z druge strani policija, pa Jože vmes, pa uživaj. In dejansko sem takrat komplet vse nagonil za, 4-5 minut. Tako da policija se je križala, kaj je zdaj to, nečem ni bilo jasno v glavnem. In takrat, če se spomnim, je bilo res navijačev, Slovencev, tam na odru. Tako sem se počutil, ko bi bil že v nebesih. Vse tiste, ki se sprašuje, kako doživeti ta božanski občutek. Trenirati je treba, iti z Jožetom na pisto, pa potem izbrati ta prav polmaraton in suvereno zmagati. Jaz bi še to dodal. Izvoli. Kdor se upa z Romanom sodelovati. Ker kdor se upa z njim sodelovati, je že ta prav. Ja, tudi zato je treba imeti jajca, po domače povedanja. Ni vsak sposoben slediti njegovim treningom, ki niso lahki. Zdaj, rekel si prej, začel si s Srečkom Končino, nadaljeval si pri Romanu. Sta njuna sistema treningov mogoče bistveno različna, drugačna? Kako bi jih primerjal čisto kot trenerja? Ja, zelo podobna. Treningi so bili zelo podobni, samo
v tistih časih jih je Srečko pisal v manjši količinski obliki, pa tudi manj intenzivno. On je zelo strmel, da se je tako mi je rekel, strmel za tem, da jaz ne pridem, bistvo, da ne pridem do poškodb, ker sem že toliko starejši. Da je treba graditi od nule počas. Da zmeraj mi je rekel, maraton se dela na dolgi rok. In ko sem jaz že ogromen pol maratona prelaufal, mi še ne pustil na maraton. Ko boš pripravljen, ko boš zrel, ko boš dozorel. Seveda, zdaj sem pa že tako ena taka doba, toliko kilometrov, ne vem, po 4000 kilometrov letno delam. Je pa pri Romanu po en strani težko, pa brez tega ne gre. Je pa spet se moram vrniti na tisto, kar ti z vrha da te treningi zdrži telo. Se bi marsikjer lahko to probal, samo verjetno, da telo ne bi zdržal pri teh letih. Saj pravijo tako. Zelo zanimiv mi je tvoj pristop na dan današnji. Poznam veliko tekačev agregativnih, ki začnejo teči, pa se čez pol leta že pravijo na razne maratone, na najdaljše razdalje. Marsikdo neobhodno potem zadobi cel kup tekaških in drugačnih poškodb. Ti si zelo rekel, konzervativno tudi prek tvojih trenerov dostopal do te najdaljše atletske razdalje. Je mogoče to pol dejansko tisti recept, kar praviš, ta postopnost poslušanja svojega telesa, mogoče tudi daj kakšen korak nazaj narediti, pa ne iti skozi glavo, skozi zid? Ja, mene so spraševali, kako se lotiti, recimo, ne vem, lajki teka, kako bi, jaz bi bil pa tudi tekač, se rekel, ni problema. Samo, ko mu ti poveš, da maraton se dela na dolgi rok, pa toliko kilometrov na teden, pa na mesec, pa na leto, je toliko kilometrov in ko on to sliši, pravi, tega se pa jaz ne grem. Na hitrco ne gre. Treba je biti potrpežljiv, vztrajen, verovati v to, zaupati si, zaupati v trenerje. Jaz Romanu zmeraj rečem, se dostakrat na Romana, zato ker pač moj trener vrnem. Roman, jaz ne razmišljam, kako bom dober. To moraš ti razmišljati, ti pišeš plane. Ti si pač odgovoren za to, ko bom jaz dober. Jaz bom pa vse tisto, kar boš napisal, naredil. Pa kar bo. In tako se dopolnjujemo. Se pravim, ko človeku poveš oseb, kaj je treba, pa kako se ljudje predajajo, ker v bistvu kdaj bom, mu pride takoj v glavo, kdaj bom pa jaz tu lahko šel teči, a imam čas, a ga nimam, a bom zdržal, ali bom kako bom. In mislim, se ljudje že zelo hitro v glavah predajajo. To je tudi res, ja. V bistvu potrpežljivost je tista lastnost dan današnji, ki jo rekel, kronično primanjkuje v naši družbi. Instant rešitve, instant gratifikacija je rekel, aksiom za vsakega. In tudi ta odnos trenera in atleta, ko trener oziroma atlet brezpogojno zaupa trenerju, je vedno bolj redek. Tako da zanimivo, kar si zdaj povedal, tudi za vse tiste, ki tam zunaj iščejo v nekakšne bližnjice. Zdaj si postal tekač, polnokrven, ko si se recimo iz odvisnosti potem predal športu. Ko pa je zdaj prišlo na misel tvoja okolica oziroma tudi tvoja družina zdaj sprejemala ta tvoj nov hobi, ki ti je zdaj zapolnjeval v neko proste ure dneva? Prvič, ko so oni videli, da sem šel jaz v druge vode, to se pravi odstranil alkohol, kar je najbolj bistveno. Od takrat naprej vsi držijo z mano, tako da so ponosni name, sem siguren v to. Otroci, partnerica, od nje otroci, vsi. Leta sem še prvega vnuka dobil, vnučica. Tako da pravim, gradim na tem, da bo čim več vnukov, da bo lahko tudi ob trasi stali navijali za Joškota.
čeprav pravijo dedi, jaz nočem biti dedi, ker dedi te veliko poznam, in jaz se pač ne čutim, da bi to bil, ker sem še tako funkcionalen, da ni primerjave, ne, s tem. Ne, stojijo vsi ob stran, tako da brez partnerce itak, ona mi res stoji ob stran. V bistvu mi, kako bi rekel, moj menedžer v bistvu točno ve, kaj je prehrana, z mano gre na pot, če ne grem s tabo, je ona za to zadolžena. Meni te jeziki ne grejo dosti v to in imam rad, da imam osebje, imam celo ekipo, od trenerja, fizioterapeuta, masiranje, redno kri hodim dajati, tako da imam ekipo, ker to rabiš ljudi ob sebi, tako kot tebe rabim, zato grem rad s tabo z maratoncem, z Markotom na teren in uživam, takrat imam support, vse ti zrihtaš, jaz nimam kaj razmišljati, jaz samo se pripravim na tekmo in uživam. No, zdaj to si lepo povedal, ja, no tudi, če lahko pripomnim, vladaš jezik teka, no, pa svojo energičnostjo, mislim, da itak nadomestiš vse druge primanjkljaje in si pač eden tistih, ki vleče, no, rekel, tudi svojo energijo, pa zagrizenost. Zdaj malo provokativno vprašanje mogoče, no, kdo bi znal reči, ne, človek, ki ima osebnost, da zapade v kakšno zasvojenost, ne, recimo je to alkohol, naj se bo tudi droge ali kaj podobnega, ne, mora nujno to zasvojenost zamenjati z drugo zasvojenostjo. Ali bi ti lahko temu tako rekel, ali pa ne, oziroma ali bi bil to tek nadomestilo za tvojo zasvojenost, ali zgolj odrešitev? Oziroma, če še nadaljujem pola, ne, ali je tek lahko tudi potem zasvojenost? Tek ni zasvojenost. Meni pravi, si pa zasvojen, recimo, kjer bi že rekel, si zasvojen s tekom. Če živiš v teku ciljno, potem veš, kaj ti sledi. Tokle treningov s trenerjem in če ti tega ne narediš, ne boš prišel do cilja, kar si ga želiš v rezultatu. To se pravi, ali tečeš za sebe, da se preizkušaš z sposobnostjo, da si prišel do tistih ciljev, a si sposobna ali imaš pa tek, recimo, samo da greš po naravi za svojo glavo, za dušo. Jaz mislim, da ni to zasvojenost. Pa tudi, tako bom rekel, mene so že spraševali, pa tudi na društvu, pa to, pa kaj bo pa takrat, recimo, da prije do poškodbe, pa ne boš mogel več teči. Na to se treba pa zdaj pripravljati. Po glavi se moraš zdaj že pripravljati, če prije pa do poškodbe, boš pa potrpežljivo počakal, da saniraš to poškodbo. Če ne boš, pač se moraš sprijazniti, ampak to treba prej razmišljati. Ne pol je prepozno. Se treba že graditi ene stvari, pač, če ne bo šlo, če bom, ne vem, invalid, kaj če bom invalid, recimo, jaz se bom mogel drugače znajti, bom imel samo tiste sposobnosti, da se bo treba še nekje znajditi. Karkoli, ne, se invalidi počnejo, tudi so vrhunski športniki. Ne vem, jaz recimo pri nas pri Romanu, ko smo ekipa, ne, imamo tudi slepe. Je samo kapal dol, samo občuduješ jih. In si misliš, jaz si mislim, pa kako ne morem, recimo, ko je bil recimo ta, da mi pomaga, ki ga je Roman imel. Sandi Novak, ja. Ja, kako je on meni žival slep? Mislim, ne vem, jaz veliko sem tudi knjig bral od Kenicev, recimo, ne, ki Kenici pravijo, ne, takrat, ko najbolj trpiš, takrat začni uživati. Takrat boš boljši kot drug. Takrat ga boš premahal, ne. Pa tudi dosti, ko se rečem na maratonom 30, ki pride križ, ki je problema, ne. Ja, če je on na križ bil prebit, pa ni jambral, pa boš ti jambral, kaj boš jambral, gremo? To si izvrstno, ja, predstavil v bistvu včasih,
Jaz recimo sem večkrat že omenil, tečem maratone zato, da sem bolj ponižen, da zbijam svoj ego. Večkrat se pogovarjam z ljudmi, ki so jim karte v življenju razdeljene bistveno slabše. Omenil si ljudje s handikepi, slepi in tako naprej. Tudi s Sandijem sem govoril v tem podcastu, izžareva neverjetno energijo, neverjetno je usmeril svoj pozitivizem v stvari, ki jih lahko nadzoruje, ne tiste, ki jih pač ne more in ne objokuje svoje preteklosti, kar je spoštovanja vredno, kot praviš, pri takih ljudeh se navdihovati in tudi ti si eden od teh, no, to se danes pogovarjava, v katerem bi marsikdo lahko najdel zgled, pa tudi navdih, pa motivacijo, da nekaj naredi. Dejva, mogoče pol čist še malo tehnično tvoj tek secirati. Zdaj rekel si, svoj prvi maraton, pretekel si ga pri 50-ih gladko, ko je pod 3 ure, polovičko si spravil na 1:17. Koliko pa zdaj, no? Dejva en teden, tvoj tipičen teden, ko se res pripravljaš recimo na maratonsko razdaljo, narediš kilometrov, pa kakšnih? Ja, če se vrnem na prejšnji teden, ne? Prejšnji teden je bil že kar tam 115 kilometrov. V tednu to pomeni ponedeljek 10 kilometrov, 10x100, potem v torek Farklek, tam 12 kilometrov, potem imamo sredo, imamo pisto, koliko smo imeli, 400 recimo, pa pol spet četrtek, petek, pa pol nedelja 34. S tem, da sem jaz zdajle, ko sem tole korono, pa to sem, pa kaj zima, sem še tekaške na smučeh v bistvu vključil, tako da sem jaz v bistvu delal trening, tak najhujši v soboto, ki je hitrost, ne vem, 800, 400 ali pa zdaj v soboto imamo 10x1000, za 3:45, s pauzo 2 minute. Sem vključil še to, tako da sem jaz v soboto na Jezerskem prelaufal z višinskimi metri 350 metrov 20 kilometrov, na tekaških v nedeljo pa 34 za kilometrov. Recimo v to nedeljo imam pa recimo 36. To se pravi, gre razpon do 38, potem pa na dol. Zdaj je pač najtežji vrh. Ne vem, včeraj smo imeli 15x200 metrov za 33 minuta pa pol pauze, s tem, da prej narediš itak 3 kilometre ogrevanja, pa 3 razteka. Tako da vrti se okrog 100 kilometrov na teden. No, za take rezultate je treba pač garati. Bi bilo pa najbrž neprimerno teže, če bi to mogel vse sam početi, promati, da ste večja, oziroma da ste kar oblikovana skupina rekreativcev, ki skupaj trenirate, imaš tam, ne vem, Gregor Bec, vem, da je tam fantje, punce, ki resno trenirajo in s katerimi se en drugega spodbujate, pa vam je to motivacija, da se gonite, recimo na stadionu. Ja, to je sigurno plus, čeprav spet kako, kjer začne. Jaz sem začel čist sam, to klet sem se naučil, da ni problema. Ko sem jaz prišel na pisto, sem zato šel tudi gor, zato ker sem jaz dobil še dodatno motivacijo, to mi je bilo spet še nekaj boljšega, kar ti praviš, da je to v redu. Teke pa so že v štartu skozi tako, se mi zdi, pa da pa nekočki pa more sam, da sam ostane, ima pa minus. Jim je pa težko, to sem že videl, da mora pa kar naenkrat čist sam trenirati, je kriza. Jaz sem pa bil navajen v bistvu sam sabo in mi je zdaj tu v bistvu v družbi pa še full plus. Dodana vrednost, v bistvu pa tudi sam. Lahko preživiš sam sabo, to je zelo pomembno, lahko treniraš, lahko sam sebe tudi prženeš na obrate v rdečo cono, pa ti ni težko trpeti, hkrati ti je pa družba še ekstra pospešena. Ker včasih rabiš tudi sam svoj mir, sploh dolžine, pa da se fokusiraš, da se navadiš, ker na maratonu si tak sam. Tam ni pomoči, tam mora glava, vse veš, na 30 kilometru, ko pride kriza, tam moraš ti z glavo
telo je pripravljeno, pa glava, če odpove, je konc, ne gre. Jaz pravim, da glava po 30. dela v bistvu energija na mišice, povezava, celega telesa. Sej fizioterapeut, ki me rihta, ki mu pravim kot doktor, on, ne vem, ker me raziskuje, kaj mi je problem, ne vem, samo medenica za 2 mm, recimo je zamaknjena, v bistvu leva noga boli, lev kolen, boli te pa na vrh, pa desna stran. V bistvu gre pač prečno, in vse take stvari se učiš in gledaš, kako to funkcionira človek, kaj je zmožen. Si se kdaj posebej ukvarjal s kakšno mentalno pripravo na težje tekme ali to že skozi tek, sam pa trening upraviš? Skozi tek pa ta fizioterapeut v bistvu me v bistvu tudi v bistvu naštela pred dirko ali pa tako, v bistvu, da se umirim, da drugače pa zame je največja mentalna priprava vera. Sej, ne vem, na maratonu se lahko pogovarjam z nekom, ki me skozi gleda cel življenje. In če se prav poslušaš, jaz pravim, če telo poslušaš, pa če poslušaš stvari, če verjameš v to, ti vse odgovori. Zdajle si lepo povedal, kje se napajaš, kje najdeš navdih, pa tudi uporo. Kje je tvoja tekaško najljubša razdalja? Je to polovička, ki si jih največ odtekel, ali je to maraton, ki je pač kraljevska disciplina? Vsak po svojem je super. Vem pa, da imam največ rezerv v maratonu. To sem prepričan v to, pa vem, da sem sposoben še ful hitreje iti. Ampak samo čakam, potrpežljivo čakam, kdaj se bo to poklopilo. Pa vem, pa signal imam z vrha, da se bo 100%. Ampak se ne sekiram, čakam, kjer bi rekel, pa se dosti star, pa dej, ko ti boš dočakal, kaj boš dočakal, ne. Imamo še vse odprto knjigo. Tako da je še veliko listov praznih, ki jih bo treba zapisati. Moram pa reči, da v polmaratonu se mi nikoli je hitrejši, pa tako naprej. Sem, ne vem, čutim, da imam maratona več možnosti. Ne vem. No, tvoj cenjeni trener Roman Kejžar, ki je malo starejši od tebe, je pred korono si zastavil takrat cilj, da bo spet začel trenirati. Tokrat je že začenjal, je pač tekač od glave do pete. Takrat si je zadal cilj, da bi odtekel svetovni rekord v kategoriji do 55, potem mu je korona približala načrte. Kakšne plane ima pa s tabo, oziroma kje pa vidi tvoj potencial? V enem od intervjujev si dejal, da bi lahko posegel, ne vem, po 2 urah 40 ali pa kaj podobnega. Ja, sami treningi kažejo, da sem sposoben, Nisem mi pa na maratonu še poklopil. Zato, ker zgleda, da mi še ni dano to. Da je še pač, ko bo odločitev z vrha, potem bo. Drugače pa Roman pravi, če bi on šel, če bi bil moj zajc, da bi mene na eni ravnini, ta pravi ravninski progi, ki bi bila dovoljevala, da bi bil tu, ne bilo toliko vordol, kakorkoli, da bi on mene prepeljal tam 2:40, 2:42, ne vem, tam nekje. In jaz to verjamem v to. Ker to bi bila spet ena določena energija, v bistvu, ker tudi na pisti zdaj skupaj tečemo spet, on, če še ne veš, spet trenira. On mora trenirati z svojim varovancem, ki je tudi slep, da bo drugače pa jaz mislim, da je spet na tej poti, ko si ti prej omenil, na pravi tekaški poti, tako da smo zelo veseli, da imamo tudi, da nam pokaže še kaj iz tega repertoarja, da se kaj naučimo od njega, ki je bil velik tekač.
Ja, se mi zdi, da Roman ne bo nikoli nehal teči, no, dokler ga bodo noge nesle. Zmer se najdu kakšen izziv. No, evo, to je novica, ki je prav gotovo razveseljiva za vse nas. Zdaj pač v kategoriji do 60 let, pa bo tam naskakoval kakšno znamko, kar je super. Evo, Jože Marot pa za njim 2:40, no, če je Candija Novaka pripeljal pod to magično mejo, mogoče tudi tebe. Koliko maratonov imaš, Jože, zdaj že za pasom? 8. 8, ti je... 8. V teh 8 sem še zelen, ne? Sem še učenec, prav Roman. Ko boš dozorel na teh maratonih, boš pa tudi šel hitreje. Tekel si, vem, z nami si bil na kar nekaj maratonih, lani na 2 v Istanbulu, pa v Budimpešti, predtem sva bila skupaj v Barceloni. Bil si tudi v Berlinu, kot vem, omenil si že Varšavo. Imaš kakšnega od teh 8 zdaj, ki ti je posebej ljub, pa si ga zelo rad spominjaš, pa si ti kaj takega pripetilo? Malo mi je hudo za Berlin, no, ko sem bil pripravljen toliko dobro, ko sem bil 100% šel po 2:50. Pa sem šel osebni rekord še zmeraj, pa sem imel ful težave šel sem 2:53, ampak sem imel na 28 kilometru so me krči začeli in sem s krči pregural ta rekord do kraja. Roman sam je rekel, ti, ki si toliko trmasten druga, ne bi nikoli, ne. Ampak smo pa naredili eno veliko napako takrat, smo šli z avtom v Berlin. In toliko vožnje, zadaj sem sedel, v soboto, ko sem šel na tist trening aktivacijski, sem začutil mišice, določene krče in me je bilo že strah, tako da potem smo mogli še na štart 4 kilometre peš. Smo mislili, da bojo avtobusi tam vozili, pa niso, pa tako smo se zafrknili. Tam smo ogromno moči stran vrgli brez veze, ne. Za tistega mi je malo žal, ne. Ampak šel sem pod rekord in takrat sem si zadal cilj, da bi rad šel vseh 6 na svetu, eden redkih pod 3 ure, ne. To pomeni, in bi jih še ne 2 zaradi korone, ki je bilo vse zaprt, bi jih že odlaufal vreden, ne, tako sem pa ostal na berlinskem. Chicago sem že 2 leti prekladam, sem pa kaj, ki bi mogel že zdavnaj pred 2 leti, zdaj bi že verjetno že bil na pol na Japonskem. Tako da zdaj moramo počakati, dokler se to ne odpre. Letos imam plan ta Chicago, če bo vse normalno, ne. Pa no pa videli, kolikor bo zdravje, kolikor bo čas, če ne bo še kaj drugega, ne, ker ne moramo nikoli vplivati nad tem zdravstvenim stvarmi, kar se dogaja. Kje je pa najbolj eksotična, destinacija, kjer si do zdaj laufal, daleč od vsega, mogoče maraton, pol maraton ali pa kaj drugega? Lahko te presenetim, da mi je najbolj fascinanten bil Istanbul. Prav. Najtežji maraton, kar sem jih laufal. Tudi v tej naši družbi je bil en gospod doktor in ko sem njega vprašal, kjer ti je najtežji, pa koliko jih je prelaufal, se ti bolj veš, ogromen, preko 100 maratonov. 120, ja, tako. 120, pa je rekel Istanbul. No, sem rekel, pa sem pa najtežjega zdaj že prelaufal. Res je, gor, dol, neverjeten spomini na ta maraton, težak, 14 dni so me te mišice do vrhne bolele, zabijanje na dol, pa začimba zadnji kilometer v klanc, ko vidiš v zadnjih 500 metrov, sem se na Primoža Rogliča spomnil, ko pleza še zadnjih 500 metrov, pa ni konca, ne kraja, ne. Res ubijalski. Po drugi strani pa neverjetna organizacija, neverjetno nisem še videl, na en stran 5 pasovnic, na drugi 5 pasovnic, ko smo se v Azijo pelali, zaprt, varnostno zaprt, pa nisem še nobenem laufal toliko gledalcev v progi s takim temperamentnom navijačev. V Nemčiji jih je veliko, kar ima je pa Turki temperament navijanja. To se ne pa sem, kjer košarko gleda, pa mu vse jasen, kaj je na maratonu.
Ja, Igor je bil recimo v Istanbulu na košarki, ki je Slovenija zmagala. Ja, jaz sem tudi doživel ta Istanbul, vsaj prvi del proge in se strinjam s tabo. Ja. In če bi se hotel malo pohecati, bi rekel, da v Berlinu so najbolj temperamenti prav priseljenci iz Turčije v progi maratona. Ampak vem, da so tudi lokalci, no, da si naredijo tam celo fešto. Berlin je res nekaj posebenega. Ampak v enem intervjuju si dejal, da se ti mogoče pa ne zdi čist najlažji, da je kar nekaj vzpončkov pa malo napetih momentov, ki te malo zavremzajo. Kljub vsemu, da je to rekordna svetovna, da je to proga svetovnega rekorda. Ja, jaz sem tako občutil, da pač ni vse, je pa takrat bilo ena stvar še, moram povedati. No. Jaz imam zelo rad vročino, mraz mi je tako, no, ampak največji sovražnik mi je pa vlaga, vlažnost. In takrat v Nemčiji je bil dež prej, je bila vlažnost in takrat, ko mene vlažnost, ko se potim sploh pod rokam spodaj, takrat vem, da se ustavljam. Da ne grem sproščen in me zabija, ta vlažnost me ubija in zgleda se toliko potim, da izgubljam preveč količine tekočine. Ko načeloma jaz za trening lahko tudi maraton odlaufam, pa ne bom pil, pa ni problema, ne. Na treningih recimo tudi nimam sabo za pit, ampak kadar je pa tekma pa ta, če je vlažnost, je pa zame ubijalsko. Mogoče ta vlažnost ampak jaz sem čutil določene srčke pred konc, pa to pa sicer je bilo pa tudi tako, če te en krč tam nekje je še toliko hujš. Začnejo te še pol prehitevati, potem te glava malo odpoveduje, ampak takrat je v bistvu treba pomisliti vse pozitivno in prelaufati. To ga ni na svetu, da ne prelaufal, še ne pa prehodil. Recimo v Ljubljanki sem ga tudi laufal, sem ga šel takrat 3 ure 8, pa sem 3-krat shodil, ker sem je tudi. Samo v tistem mesecu sem jaz 2 maratona pa maraton odlaufal. Do 30 ga je šlo za gladko pod 2,50, potem se je postavil. Jože Marolt, ja, ima visoke cilje v teku, zna jih tudi artikulirati, povedati v njih, kar je se mi zdi, može tudi pomembno, no? Ker če nekaj rečeš javno, ne, se na način obligiraš, da boš to naredil, ampak se mi zdi, da ti nimaš težav s tem, da nekaj izustiš, pa potem zasleduješ ta cilj, da ga raj poveš na glas, kot bi ga držal zase, pa mogoče kolebo bo ne bo, ti jasno poveš, da so že na nekem maratonih skup, se rekel, danes grem na 2,45, gladko si na štartu to povedal, kljub temu, da recimo, da vreme ni bilo najbolj ugodno, da proga ni bila najhitrejša, je ta samozavest, ki jo izkazuješ, ta fokus, tudi tisti, ki ti pomaga potem v težkih momentih, mislim, pa za razliko od tega. To mi je motivacija sam do sebe, da sem probam biti čim bolj realen, ampak cilje zmeraj postavljaš malo višji, da ne vem, postaviš ga toliko višje, tudi jaz sem si takrat na Berlinu postavil cilj pač po 2,50, ampak še zmeraj sem stisnil, v vseh problemih sem bil na koncu zadovoljen, šel sem svoj oseben rekord. Javno meni ni problem povedati, govorim pa to, kar čutim. Jaz se ne pripravljam, ne na intervju, ne na karkoli, vse govorim iz sebe, tako, kot bi se pogovarjal pač normalno, realnost, tako, o teh težavah od alkohola, zakaj, tako je bilo, tako je in konc, nimaš se kam skriti, se na vrh te skozi gleda, lahko jaz grem z Roblekom zdaj na pivo, pa rečem, se nam bene ni videl, Matej videl, vlažiš lahko sam se, odkritost mora biti, poštenost, se mi zdi, da poveš tako, kaj je, Si v Berlinu na cilju spil tisto brezalkoholno Erdinger pivo ali se piva tudi brezalkoholnega izogibaš? Ne, tudi brezalkoholnega se izogibam, mi pa že prej tudi ni pasal, veliko mi sladkorjeno se mi zdi pa to.
Imam pa še eno zanimivost, ko sem laufal, takrat je bil zame res tisti test, ker sem pa vedel, da sem pa res na pravi poti. Zanimivost, v Barceloni polmaraton, prelaufaš polmaraton in prideš v cilj, greš kilometer, dobivaš nagrade take in drugačne, na koncu pa šank 50 metrov, piva, kakor ti duša da, pipca na 2 metra, toči, nobenega ni partner, kaj je tam gor, kilometer stran, kdo te poznal v Barceloni, razumeš, sam sem bil tam, ne, tam vidiš pipca, pa si rečeš, a ne, to pa je test zate, veš, kako te z vrha poskuša, a bi šel zdaj na peš, si bi pasal, verjamem, da bi sedel, 100%, ampak če sem rekel ne, je ne. In to je bil zame res tisti preizkus. In ko sem se mi zdi, šel zlahka skozi, sem rekel, potem karkoli v življenju bojo težke stvari, jih bomo lahko zlahka reševali. In to so tisti preizkusi, ki jih tudi dobiš z vrha, kdaj, ali si, ali nisi. Bravo. Izvrsta si tole. Ja. Na to sem ful ponosen. Mislim, zelo lepo, no, to pa je resna preizkušnja. Verjamem, da ponosni so nate, tudi družina, to si že omenil, tudi lokalno okolje, no, imaš majico z imenom svoje firme, večkrat imaš na majici, v kateri tečeš tudi sponzor iz lokalnega okolja, se pravi tudi lokalno okolje, prebral sem kakšen članek iz lokalnega časopisa, ker pravijo znani horjulški tekač, ki po Vrzdencu laufa gor dol, vsi ga itak poznajo, Jože Maroltno, ki se vsakič znova v vsakem intervjuju potem zahvali svojim sponzorjem, ki ga podpirajo, ne. Tudi lokalno okolje pripozna tvoj napor, tvoje dosežke, vse tisto, kar počneš in konec koncev to ceni in tudi ti prispevaš na način eno energijo temu okolju, ki te na ta način podpira. Ja, to pa moram reči, moram posebej zahvaliti svojim sponzorjem, ki jih imam kar 9. Na tem področju se mi zdi, sem pravi profesionalc. Vem, kako se gibljajo cene v atletiki in teh naših vrhunskih atletov, kakšne težave imajo sponzorji, ampak do sponzorja treba znal, tako kot si rekel, prav pristopiti. Jaz sem jim neizmerno hvaležen, vsem mojim sponzorjem. Treba je prav pristopiti. Vsak pravi, ja, pa ne bom pravimo po horjulskih fehtov, spet rab denar, pa pa tret. Ampak, da sponzorji pristopijo, moraš imeti najprej svojo zgodbo. Ko sponzorji spoznajo tvojo zgodbo, kaj si naredil na sebi, takrat sponzorji vejo, da se splača od tega človeka vlagati. In takrat dobiš ti, so ti vrata odprta, kamorkoli bi šel. Lahko bi jaz temu sponzoril še malo morje, če bi hotel, pa če bi imel čas, ki je okrog, pa če bi samo od tega bi lahko živel po moji logiki, kar jaz sam probam, pa kar vidim. In jaz zdaj, mogoče še ti ne veš, moj glavni sponzor, dobro, to je moja firma Time, ampak moj glavni sponzor, ki največ vlaga v mene, je izraelska firma. Izraelska firma. In recimo tako, recimo moj sin je se ukvarja tudi malo, še malo, ne vem, ne hočem reklamo, v glavnem izdelal eno bučno olje in tako naprej in sem imel tudi svojo reklamo na svoji flaši in sem dal sponzorjem in tako. Vedno je treba, kar ti dajo in na den določen tudi trenutek vrniti. To se pravi, povedati, kdo ti stoji zadaj, se zahvaljevati, jih poklicati na vsake toliko časa in se zahvaliti za vsako dirko, ki si lahko dirkal na njihov račun. In jaz, ko so ti Izraelci, ki imajo firmo v Sloveniji, so eni glavnih v Evropi, tudi dal to bučno olje, bi mogli vedeti, kakšen dober odziv je bil, s kom imajo opravka in tako. In zanimivo,
No, evo, spoštovani atleti, tekači tam zunaj, mogoče ste pa kakšen dober nasvet dobili prav od Jožeta Marovta, kako prestopati, kako dobiti kakšen prepotreben evro za to, da bi lahko trenirali pa nastopali. Jože, imaš v slovenskem teku najbrž ga spremljaš pa atletiki, kakšnega, rekel, idola, kakšnega posebej spoštuješ poleg svojega trenerja Romana Kejžarja in že vseh, ki si jih omenil? Jaz vse tekače spoštujem, ko tečejo ali hitro ali počas ali karkoli. Prva stvar mi je že tisto, ki se spravi v tek, pa da nekaj za sebe naredi, pa da štarta, pa da to je ta prva zmaga, ki jo narediš v življenju. Tako da jaz vsakega bi pohvalil, vsakega tekača pa spodbujal, pa tako naprej, pa mlade čim več, da bi šli v tek. Drugače te vrhunske rezultate pa vse spremljam. Vse mi je zanimiv. Idol je bil Gebre Selassie, recimo, mislim, je bil res fenomen. Drugače oseben pa Roman. Od Romana se učim, pa še prej od Srečkota, recimo, sem dobro Srečka, da nisem tekel osebno, ampak jaz vem, da takrat, ko z Romanom tečem, pa da vem, kaj je on dober, da če sem lahko zraven, se to zame idol. To je to. Meniš, da se že rodil ali pa da trenira tam zunaj atlet, ki bo recimo maratonski državni rekord Romana Kejžarja v bližnji prihodnosti uspel podreti? To pa mislim, da težko ali tudi prej nekaj, ne vem, mogoče po tolikih letih, pa na kakšen način, da je spet na kakšen način bo to. Ali bo kako bi rekel, žal tako je, čist ali ne, ampak jaz bom tako, jaz se bom spomnil enih stvari, kar mi je tudi Roman rekel, kar je res, preveč je vsega, preveč smo razvajeni, ne znamo prav trpeti, mogo bi samo to delati prvič, počivati veliko, jaz vem, da bi bil še boljši, če ne bilo treba cel dan delati karkoli, da bi še lahko počival, pa se samo s tem ukvarjal, pa povečal treninge na 2-krat. To sem prepričan na to, pa da imaš mir, pa da, ne vem, recimo tako, ko je zdajle, ko recimo greš v Afriko, tam uživaš, razmišljaš samo o teku, to so vse prednosti. V mladini pa ne vidim garača. V mladini je problem, pa ne spet, ne znajo trpeti, vse jim je težko. Vse jim je težko in jaz malo sem pesimista, čeprav sem optimist na splošno, na vseh področjih. Mogoče se pa bo, pustimo se presenetiti. Samo trenutno, kar jaz vidim, recimo leglo tekačev je veliko na stadionih, recimo, kakor vem, morajo najprej moraš laufati 400 hiter, pa 1000, pa tako naprej. Tih mladih je zelo malo, peščica pa še to so pol ostanejo bolj na krajših razdaljah. Maraton je dolgo varanje. Ne vem. Ja, vse drži, kar si povedal, definitivno, ja. Vsi razmišljamo v tej smeri, gledamo, spremljamo. Ampak glej, Jože, takole urca pa pol gre, sam da odpreva par debat. Lahko bi govorila še 2-krat, 3-krat toliko, bova tudi v živo še v kratkem, ko skupaj potujemo na Ciper, na maraton čez en mesec, ako Bog da, jaz mislim, da zdaj bo sreča mila in na naši strani, da po 2 letih končno opravimo to potovanje. Deva, Jože, za konc, v Sloveniji si veliko tekel, veliko tekem dobil. Imaš kakšno ljubo ti tekaško ali pa večnih prireditev, kamor se vsakeč znova vračaš, pa ti je res pri srcu? Ja, rad sem v Ljubljani, doma je najlepše teči, ogromno navijačev, imam tudi navijaško skupino, ki vsak let v progi z roštiljem, tako da lepo zadiši, ko greš mim. Res tudi tam podpora na vseh frontah. Drugače si pa želim nekje tudi v tujini presenetiti hiter tek. Pa da si ti zraven, si želim. Pa da grem tam rekord, pa da je pol žur do jutranjih ur. Tele vlog zaključila, ampak hočem od tebe zvabiti, še super si to povedal.
jaz se bom potrudil, da te peljem na destinacijo, ker se ti to zgodi, pa da bom zraven to v živo spremljal. Evo, na vsak način, Jože, ampak čisto za konce, evo, dajva še o tem. Prej si omenil, ja, da se v tvoji podporni skupini ozdravljenih alkoholikov ni bilo prej tekaštvo na prvem mestu, da si ti najbolj zagrizen tekač. Si še koga navdušil mogoče med rekonvalescenti, pa se je ta tudi spravil v tek in se s tekom tudi zdravi? Veliko smo jih probali, veliko nekaj nam je ratalo. Zdaj bom povedal eno lepo stvar. Nekomu lahko odpiraš srce, lahko mu pomagaš, ampak na koncu mora pa srce odprti sam. Vsak sam. Drugače pa moram se zahvaliti društvu Žarek upanja. Recimo, oni so meni pomagali, zdaj mogoče jaz tudi malo reklame delam, kakorkoli, ampak moramo vedeti, da je to moj sponzor, ki kamorkoli po svetu se odpravim na tekme, vse štartnine, kar sem jih laufal, pa kar jih še bom, mi jih financirajo, tako da se jim javno zahvaljujem za vse stvari in vse se z dobrim vrača, s slabim. Ja, super si povedal. Mogoče poznaš z kakšnega druge sredine, kakšnega drugega društva, okolja, kakega nekdanjega alkoholika, ki mu je bil tek tudi rešilna bilka, pa se mogoče kdaj slišite, družite? So pa tudi, mi smo zdaj v bistvu po tolikih letih že v bistvu ambasadori tega, ne? Mi imamo tudi podporo, pa karkoli, da se koga lotimo rešiti in jih rešujemo, pomagamo jim. Je pa še enkrat, volo mora najprej sam imeti, ne? To se pravi, sam moraš iti ciljno moraš iti v to, potem pa ljudje smo za to, da pomagamo in pomoči je v Sloveniji veliko, samo ljudi, ki rabijo pomoč, pa še sami ne vejo, da jo rabijo, se ne poslužujejo v državi. Tako da je tu problem, da bi se mogli ljudje skoražiti pa iti v to, ker 100% imeli koristi od tega. Življenje je samo eden, pa toliko je lep, pa da ne bi živeli na prav način, pa se imeli radi in družili in tako naprej. Ne vem, mislim, da teh pogovorov, ko jih imamo mi dva danes okrog tega, jih je premalo. Že v samih osnovnih šolah bi mogli se tu več govoriti, je pa po eni strani pa tabu, ne? In se sramujejo tega, ne? Da bi povedali, da je to res v Sloveniji ena težka bolezen, alkohol, ki pač žal je problema, ne? Povsod. Lepo, da si vzel čas, urico pa tudi ta najmanj pogovor. Te morda še kdaj kam povabijo tudi javno govoriti na kakšno šolo ali pa v kakšno okolje, da v svojo izkušnjo predstaviš in morda še komu pomagaš, da naredi odločilen korak proti... Ja, jaz sem se že v štartu odprl, javno govoril, ni problem, na mojem društvu so vedeli, da se rad govorim, se odprem, zakaj ne? Jaz, če nekomu pomagam, jaz se mi zdi, to je največje bogatstvo, to so milijarde, milijoni, če nekoga rešiš, če mu pomagaš. Dvakrat sem imel oddajo na RTV Slovenija, eno sem imel sem na Planetu oddajo, javno sem govoril pred polno cerkvijo v Brezjih, pred Marijo, pred polnim auditorijem, tako da se ti to zgodi, v bistvu te sem nahrani in še naprej spodbuja k temu, da si na pravi poti. Mislim, da so ogromno stvari povedala, no. Zdaj te bom počasi spustil, da opraviš današnji trening. Kaj te danes čaka, praviš, Jože? Danes imam celo prost dan, ampak jaz ga ne bom imel. Zato, ker si ti imel danes tako dober na hrano, pa dal možnost, da sem lahko spregovoril.
in bom šel za užitek počas 12 km odlaufati. Res za tisto podoživljanje tega pogovora s tabo. Izjemen sogovornik si, Jože Marolt, jaz se ti zahvaljujem, res si navdih, se mi zdi ne samo za mene, tudi za marsikoga, ki bo tole gledal in poslušal, tako da se ti od srca zahvalim še enkrat, da si prišel in participiral v tem pogovoru, da si razdelil vse svoje modrosti ljudem tam zunaj. Verjamem, da se bo kdo obrnil, zdaj tudi še lažje nate, da bo poiskal tudi pri tebi še kakšen nasvet in da bo našel tudi v tem najnem pogovoru morda kakšen koristen napotek, da se bo lažje soočil s svojimi težavami in strahovi. Jože, hvala ti. Tudi tebi hvala, res. In sem počaščen, da sem lahko bil v tvoji družbi toliko časa. Menili je, ko bi bil 2 minute. Tako da se veselim, se veš, čez en mesec odpotujemo na Cipar do nove rekorde. In to je to. To je to. Jože, hvala. Ostani zagret za tek. Hvala lepa. Adijo. Čau. Čau.